naslovnici Pismenost in gramatika za prve šole, v kateri je vodnik zapisal, da je treba začeti vse nauke s tisto besedo, s katero nas je mati učila. Kakšna je tvoja izkušnja s pismenostjo v predšolskem obdobju? Torej, nikakor ne želim, da bi se pošolal vrtec, absolutno ne, to niti ne razmišljam o tem, ker v bistvu otroci morajo uživati v igri in niso še pripravljeni, da bi brali in pisali v vrtcu. Mislim pa, da je treba ustrezno otroke pripraviti s temi predbralnimi in predpisalnimi dejavnostmi prav v vrtcu, tako da bodo, ko bodo vstopili v šolo, bili bolj pripravljeni in tudi bolj spretni v tem. No, zato si se v bistvu lotila tega didaktičnega materiala, torej brišem in packam, ki je nekako namenjen otrokom od 3. do 4. leta in pa od črte do črke, ki je namenjen otrokom od 4. do 5. leta. Nam bi mogoče predstavljala ta material in v bistvu nam povedala, kako je nastajal, zakaj, s kakšnim namenom je nastajal. Ja, ta material je nastal, lahko tudi tako vam ga pokažem v večji obliki. Torej, ta material je nastal čisto slučajno in naključno. Z grafomotoričnimi vajami sem se ukvarjala od vedno, ker to je tudi predvideno v naših smernicah. Materijala na trgu je ogromno, boste dobili karkoli želite. Meni pa je od vedno zmotilo to, da ta material nikjer ni urejen po težavnosti. In z otroki sem pač videla, da niso vsi bili zmožni recimo teh vaj delati. Mi smo večkrat kupovali te stvari in tako. Začelo se je mogoče na prvi strani že s takimi vijugami, ki so bile zelo težavne, nekateri otroci tega niso uspeli delati. In to leta in leta sva s sodelavkami torej eksperimentirali razen materiali. In tako potem smo se odločili za fotokopijo v bistvu. V vrtcu imamo mogoče celo omaro polno teh zvezkov, tako italijanskih kot slovenskih in mogoče tudi iz drugih držav in smo nekje zbrali te vaje in jih uredile same po težavnosti. Na kar sem imela srečo, da med starši sem imela ilustratorko in grafičnega oblikovalca in ko smo povedali, da pač je treba te fotokopije narediti, da jih je treba plačati, da je en strošek in tako, ta očka je rekel, to bomo mi naredili to. Vi samo nam povejte, kaj želite in mi vam naredimo to tako, kot želite. Meni se je odprlo res tako eno novo obzorje, ker sem v bistvu sanjala to, mislim, skoraj nekaj 10 let, ker te fotokopije seveda stanijo, to je treba delati. Problem je tudi v tem, da je treba to zavezati, ker se ti vse to trže. Recimo, je enostavno, če delaš z enim otrokom ali s 3 otrokoma, jaz jih imam tudi do 28 in to ni enostavno. Sicer te stvari ne delaš s celo skupino, vedno v manjših skupinah, tudi po starostni stopnji, recimo razdeljeno, vendar tako smo poskusili in to gradivo je nastalo izključno samo za moj vrtec, za interno uporabo. Potem pa, ko smo videli, da je zadeva zaljavfala, da so otroci izredno lepo delali in tudi so želeli to delati, smo pomislili, da bi lahko dali to v širšo javnost in seveda tudi tukaj ni bilo enostavno, ker ni da hodijo ljudje po cesti in ti rečejo, imaš kaj za objaviti. Tako da smo se potem zelo potrudili za to objaviti in to, kar je recimo zanimivega pri tej zadevi, so te strani, torej ta je prvi, ki je nastal. Zbrala sem si to srednjo starost, ker ima tako čisto naključno, to je ta prvi, ki je nastal potem, recimo, in ta je nastal tudi slučajno, ker manjčki so hoteli delati. In torej sem si izmislila ta prvi delovni zvezek, ki je rišen in packam. Ta je mišljen, da otroci delajo pretežno s prstom. Torej, niti ne z barvo za prste sem to razrečila, ker sem videla, da barva za prste ne drsi, recimo tista klasična, sem dala malo vode ali pa mogoče akvarel, ali pa mogoče, ker oni, zakaj? Jaz sem to naredila za mojo skupino, ker moji malčki mi niso dali mera in so želeli nekaj delati.
v bistvu tega modrega sem imela za skupino 4-5. 3-4 so imeli tega potem in ta veliki so potem delali še fotokopije, ker ta tretji je še v fazi nastajanja. Kaj je, če lahko na hitro preletimo, ker ne bomo vsega, recimo, to sem tudi pogrešala pri drugih, recimo, delovnih zvezkih, včasih, mislim, držijo, sedijo otroci tako, kot želijo, nekateri so navajeni doma, da rišejo na tleh, pisalo ne držijo pravilno, torej sem, recimo tudi to, trikotni svinčnik je tisti, ki ti pomaga, recimo, pri pravilni drži. Za levičarje je lažje, če nagibajo papir. Jaz sem to druge pogrešala, ker nikjer, recimo, nisem dobila teh informacij, preden bi se lotila teh, kaj se to da naprej, tako? Tam so moš velike. Ja, tako. V bistvu potem, mislim, da vam na predavanjih ste že to obravnavali, da otroci morajo na lastnem telesu začutiti te poteze. Torej, delovni zvezek list je zadnji, ki ga uporabljamo, vse prej je to, kar otroci doživijo na lastni koži. Oni morajo te črte imeti nekje zapisane najprej na sebi, potem v prostoru in potem šele na to gredo na list. Ja, to, zdaj ta strani briši, ki so v obeh, to je otroke izredno pritegnilo. To so plastificirane. Že ker ta očka mi je rekel, naredimo, kar želiš. Jaz sem to želela, zakaj? Ker v bistvu na te strani briši otroci lahko rišejo s temi flomastri, ki jih zbrišeš na beli tabli, in te poteze oni lahko neštetokrat ponovijo, kar pomeni, da otroci, ki imajo težave, ali otroci mogoče tudi, jaz kupim te flomastre različnih barv, nekateri se prav zabavajo in menjujejo barve in enostavno ustvarjajo, ker iz veselja. Nekateri pa rabijo malo več vaj in zato imajo s temi stranmi briši možnost, da te poteze neštetokrat ponovijo. In tudi potem, ko junija meseca nesejo zvezek domov, če imajo voljo tudi doma potem sami čečkati, ustvarjati, risati, lahko to počnejo, zbrišejo in tako, lahko še vedno delajo. Razlika med enimi prvi je torej tako, da je ta prvi, torej za prstke in seveda ima in seveda ima večje ilustracije, imajo otroci več prostora za risanje, to je že drugi recimo, zdaj na prvem sta vsi nekje podobni, prvi je manj stvari, imajo večjo površino otroci na razpolago in drugi pa ima več stvari, je bolj popoln in tudi recimo prostorsko že nekje omejujemo prostor. Druga stvar, ker je bila meni zelo pomembna, je tudi format, ker v bistvu dobiš dosti stvari na A3 ali še manjše, mlajši so otroci pa večjo površino potrebujejo. In zato je to spiralno, recimo, smo dali tako, ker otrok ima zdaj to in to je format A3. Meni to je bilo pomembno, ker sem videla, da to je recimo za 3, 4, 4, 5 premajhno. Dosti krat ti grejo čez, ampak mislim, tako, potrebujejo eno tako lepo veliko površino. To smo tudi zbrali sami, ta spiralni tak način, zato da lahko sami tudi obračajo. Tako, zdaj, ja, še par besed in potem lahko pokažemo kar filmček, da sem te vaje s pomočjo logopeda uredila po težavnosti. Tako da smo začeli s čečkanjem, potem smo šli na kroge, na črte, v bistvu ni tisto pomešano, recimo, kot dobiš, recimo, kjerkoli, ampak nekje sledi otrokovemu razvoju in otrokovim sposobnostim. In mislim, da zaradi tega so otroci zadovoljni, ker vsi uspejo to delati in se nekje prav res upošteva to razvojno stopnjo. Mogoče lahko, ja, tako na hitro preletimo, ja, za vsako novo potezo je nov riši-briši, tako da ni samo eden,
ampak jih je noter več, prav zaradi tega, da na vsakega rišejo tiste črte oziroma tiste vijuge, ki jih pač naloga zahteva. Ja, to je recimo prav urejeno po težavnosti in po takem postopku, tako kot otrok potrebuje glede na razvoj. Mogoče Ester je obisnela kar nekaj teh kratkih filmčkov o uporabi tega materiala z otroki, torej kako dejansko upeljujemo to grafomotorično potezo oziroma na koncu. Se pravi, ta proces od lastnega telesa v prostor in na papir, tako da se boste mogoče lažje predstavljali, kajti to je res zadnji del, kar je zadnja faza, se pravi, da pridemo na list. Pred tem je treba pa z otrokom še veliko stvari prenarediti. Ja, še posebno v današnjem času, ko so ti otroci veliko motorično okorni, bi rekli, prstki niso tako spretni, recimo, kot so bili nekoč. Mogoče še zadnja generacija, ko ste bili še nekoliko bolj spretni. Zdaj pa dobimo take otroke, ki prav, recimo, težko, ne vem, prav osnovne stvari jih ne zmorejo, ker imajo ali elektronsko, ali digitalno, ali jim je narejeno. Recimo, če pomislimo na čevlje, meni nikoli ni nihče zavezal čevljev. Danes recimo imamo težave, da jih naučimo zavezati čevlje in to je fina motorika. Tako da, v bistvu, kot je rekla Barbara, to je zadnji del na papir, vse prej pa moramo kar dosti se potruditi za to, da otroci pridobijo te sposobnosti in spretnosti. Če lahko zavrtimo ta filmček, najprej je ta groba in fina motorika, to so dejavnosti, ki sem jih prejšnji teden delala v vrtcu in sem jih vam prinesla iz prakse. Kaj vsega recimo delamo in kako to spodbujamo. To je trganje papirja, striženje. V vaših časih to je bilo še kar, recimo, samoumevno, da ste to zmogli. Danes ne zmogli več. Danes celo škadje držijo tako, žlico, zobno ščetko. Odpiranje, zapiranje zamaškov. Tega, recimo, jaz pred 20 leti res ne bi delala. Mislim, ne, nisem tega delala, nisem potrebovala tega. Ščipavke, ne za pincetni prijem, obešanje.
Ne, nikoli se ne naveličajo, res se ne naveličajo. In potem je še en drug filmček, ki smo posneli dejavnosti v prostoru, ne? Dejavnosti v prostoru, oziroma delo potem tudi s tem učnim didaktičnim pomočkom. Jaz sem umaknila. Krožne črte so to. Čarovnica pozornega lovec in klub, vse je to okroglo. Otroci imajo zelo rad, uživajo v teh, čim jim oči zakriješ, rišete, mali krog okrog popka, zelo bo tak krog okrog obraza, okrog obraza, riši, okrog in okrog in okrog in okrog in okrog. V tej skupini je vsaj 4-5 otrok, ki ne zna slovensko. Čim bolj manjši krog je že oktobra, znanje nekatere slovenske strani nekateri okrog. Prav začetniško. Prav okrog konice našega ruska. Heterogena skupina 3-6. Majhno piko okroglo. Riši. In okrog ust. Okrog in okrog ušes. Imamo okrogle ušesa, skoraj okrogla, ne? Tako okrogla. Sokodeno jajce, ja, gledaj, že rišem okrog ene rame, okrog druge rame, imam lahko 2 flomastra, okrog druge, glej, pomovc, naredimo krog, okrog in okrog in okrog in okrog. Tako. In gremo na roke, kje lahko narišem en krog? Tukaj, ja, tudi tukaj lahko narišem en krog. Tukaj lahko narišem. Okrog palca, vredna Kristina. Kje lahko še narišem en krog na mojih rokah? Na pomovcu, jaz smo že narisali na pomovcu. Na dlani, tukaj, glej, vrti. Taki, nismo še na nogah. Glej. O, bravo, Kristina. Glej, pokaži, Kristina, kje si ugotovila, kaj je majhen in velik krog. Zelo majhen krogec lahko naredimo tukaj. Zelo majhen. Kdo bi si pogledal, kje lahko tudi en krogec naredimo? Kje še? Na ovini. Lahko celo 2. Taki, Ana, prej. In ko končaš drugi mali krog, se vrneš na velik krog in tokrat greš gor po črti s stopali. Vila, tako si čuti, da vidimo krog, to oni
napoj, lącuje żebroce. Ogień, dan i noc, czaramo tako. Čarobnega napoja, tega lonca, to je bilo nekje začetna motivacija, da smo šli potem do te dejavnosti. Tako smo potem zaključili delo na listu, s tem, da smo ustvarili ta ogromen lonec, kjer so čisto vsi vrteli, vse barve, vse flomaste in potem še, to je konec, zaključek je ta, da smo imeli potem stran še na dela prekorestu. Vam ga prinesla iz prakse, mogoče bi lahko to delala samo s 5-letniki. Sem nalašč to zbrala celo skupino, da sem bila jaz radovedna, kaj se bo zgodilo in kako bomo to delali. Ester, koliko te pozna? Koliko te poznam, si ne utrudila. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Načrtov je kar veliko, recimo, da v prihodnosti si želim še zadnjo fazo in sicer ta tretji delovni zvezek, ki naj bi bil prehodni iz vrtca v osnovno šolo. Želim, da bi bila nekje ena res prava kontinuiteta, da bi se nekje vrtec povezal, ne pošolal, ampak nekje bolj povezal s prvim razredom, kajti med 5- in 6-letnim otrokom ni tako bistvene razlike. Še vedno potrebujejo vaje oziroma ko pridejo v prvi razred, to pisanje ne rata tako spontano. Torej, pri nekaterih izjeme so in moram reči, da nimajo težav. Je pa težko, torej psihofizično delo za otroka in moj namen je ta, da bi ustvarila eno tako gradivo, ki bi nekje olajšala ta prehod. Tako, in za drugo bi rekla tako, da jaz delam za otroke in delam to, kar je recimo njim v užitek, tako da se lepo imamo vsi skupaj in delam v to, da mislim v njihovi funkciji. Tako. Hvala. Hvala za Hvala. Bo pa še. Hvala. Še kdo želi jaz še kaj vprašati? Če imate še kakšno, mogoče kakšno dvom ali kakšno vprašanje, rade volje. Je pa, mislim, dosti se izobražujem, dosti let dela imam za sabo, ampak še vedno čutim, da se moram še ogromno naučiti. Mogoče znam malo več kot vi, ampak učiš se vsak dan in gledajte, to je letošnja moja skupina, naslednje leto bom dobila čisto nekaj drugega. Tako da tudi vse to, kar se naučiš, ti še vedno potem zmanjka za naprej. Tako da v ta poklic naj se spravi tisti, ki ima voljo se učiti za celo življenje, ker nikoli ne bo dovolj. To je bilo pa še zelo življenjski modrosti. Hvala, Ester. Zdaj pa se zahvalila našim študentkam, ki so zjutraj imele delavnice, študentkam in študentkom, šolsko svoje razredne skupaj. Zahvalila bi se temu prijetnemu pogovoru in mislim, da bo vabila Ester in res je lahko
Aplavz se je sprožil vsak, mislim, da ste res navziti za vse. Hvala lepa. Hvala.